Pozdravljeni. V prvem poddopustniškem gospodarskem intervjuju na Delovi spletni strani. Tokrat bomo govorili o konkurenčnosti Slovenije. Z nami pa se bo pogovarjal dr. Aleš Vahčič z Ljubljanske ekonomske fakultete. Dr. Vahčič, pozdravljeni. Pozdravljeni. Ta teden je Svetovni gospodarski forum objavil novo lestvico konkurenčnosti, na kateri je Slovenija izgubila 6 mest. Zasedamo 62. mesto med 148 državami. Svetovni gospodarski forum je izpostavil že znane probleme. Dostop do financiranja, delovnopravna zakonodaja, davki, slabo delovanje državnih ustanov, tudi korupcija. O večini teh težav že govorimo že kar nekaj časa. Kdaj se bo konkurenčnost Slovenije začela izboljševati? Kaj je treba storiti, da se to premakne? Ja, prvič jaz mislim, da bo treba še malo počakati, da gremo do konca dol. Zaradi tega, ker če dam metaforo, recimo, da dobiš ozdravljivega raka. In ta bolezen je take sorte, da velikrat te ne boli. In še pa tudi, ki človeka lahko odlaša, ampak na koncu še takrat se stvar reši, ko ugotoviš, da moraš iti k doktorju, da te operira in da imaš precejšno verjetnost, da boš ozdravel. In seveda v ekonomiji ni tako, sigurno bo Slovenija ozdravela, ampak brez reza ne bo. In seveda sama operacija je pa pomeni še veliko bolj zoprno situacijo, kot pa prej, ko si te samo malo boleli. Tako da jaz te najhujše le pričakujem in še takrat, ko bo situacija toliko težka, da bo enostavno ljudje ugotovili, da tako ne gre več naprej, takrat bo možno tiste osnovne reze narediti, da potem sploh lahko začnemo nazaj govoriti o tem, da se ekonomija pobere. Rezi pa vemo, kjer so. Zdravstvo, pokojnine, javni uslužbenci in tako naprej. Ja, ampak predvsem je treba pogledati, kaj je tisto odzadaj, ki zastrupla Slovenijo. Odzadaj, kar onemogoča, da bi že zdaj ta res naredili, so pač mreža interesov cele skupine ljudi, ki so zdaj v takih ekonomskih aktivnostih, da pač vlečejo še plače, so na pozicijah in tako dalje. In seveda to je njihov družinski problem, oni morajo hraniti familijo in tako naprej. Vendar brez tega, da te ljudi odrežeš od državne pipce in tudi od odločanja in tako naprej, nikakor ne moreš ustvariti situacije, da bodo tisti ljudje, ki znajo biznis, pa ki lahko stvari naredijo, pa ki bi bili pripravljeni se angažirati, da se stvari spremenijo, sploh pridejo na površje. Ker brez tega, da nekaj tisoč ljudi, ki vedrijo in oblačijo v tem sistemu, ne odrežeš fizično, ne moreš do tega priti. To pa zdaj lahko racionalno do tega ne bo prišlo, to zbora, da bi nekaj pisali članke, pa dajmo to narediti, ampak bo prišlo do takrat, ko bojo pipce toliko zaprte, da ti ljudje ne bojo mogli, nimajo več kaj delati. Torej, pravite, še bomo šli proti dnu. Kaj pričakujete? Kako se bo praktično to spremenilo? Zdaj, jaz ne moram reči, da je 100%, ampak verjetnost je zelo velika, da v nekaj mesecih bo enostavno pač v državnem proračunu zmanjkalo denarja. Jaz ne vem, a se bo dalo še enkrat, še eno tranšo povečanja dolga narediti. To bomo videli, ampak če preko slej bo to prišlo do tega, da to ne bo možno, potem nimaš kaj, ker bo, če slučajno misli država nekaj abstraktnega, ki kar denar tam, pa samo eni zlobni ministri nočejo denarja. Ne, tam je račun na banki, kjer finančni minister, pač tako kot v gospodinjstvu, nima več denarja. Glavne so plače, investicij tako nobenih ni več. Tako da pač posod bo začel, in seveda vemo, bo prišlo do keynesijanskega negativnega ciklusa, ki bo povpraševanje še bolj padlo in bomo pa videli, do kam to gre.
To lahko gre do 25-30% padca BDP glede na leto 2008. Ne. In skladno s tem velikega povečanja brezposelnosti. Ja, ampak najhujša stvar je pa to, da mi zdaj še zmeraj zadržujemo potrošnjo na tolikšnem nivoju državno in osebno, zato ker so investicije zginile. Investicij ni. Ne, ker kdor je malo ekonomije študiral, ne, da BDP je C plus I plus G plus eksport minus import. Ne. Se pravi, če držiš C plus G, ne, na nekem nivoju, pa BDP pada, pol investicije jih ni. No, ena rakava rana Slovenije in našega gospodarstva je tudi bančni sistem, na kar opozarja tudi to poročilo. Če pogledamo malo v drobovje analize Slovenije, ne, vidimo, da je Slovenija na 137. mestu med 148 državami, kar se tiče pridobivanja kreditov, in na 147. mestu glede trdnosti slovenskih bank. Se pravi, kar alarmantni podatki. Ne. Bo slaba banka, je pravi odgovor na to in zadosten? Mislim, da ne. No. Da ne. Ker, lejte, en izmed, recimo, če zdaj radikalno operacijo tumorja analiziramo, ki nas bo eventualno spravila nazaj na noge, ne, je ta del, je to enostavno, vse te banke je treba prodati večjim tujim bankam, ne, takim, ki so solidne. In če bojo one rekli, da je pač treba primakniti 300-400 milijonov, pač se primakne 300, že pač cena je negativna. Ampak seveda zagotoviti, da bojo pač bančno mrežo vzpostavili nazaj, da bojo dokapitalizirali banke, vzpostavili racionalen sistem in da bojo pač lahko spet posojale. Ampak drugače pa treba to vse likvidirati. Tudi še en podatek je zelo zanimiv. Med 148 državami je Slovenija na 135. mestu po kriteriju učinkovitosti uprav. Zakaj so slovenski menedžerji se uvrstili tako nizko? Ja, lejte, predstavljajte si, da trenirate skok v daljavo, ne? Pa ste čist poprečen talent, to, kar v Sloveniji lahko dobimo. Ne? In bi imeli potem enega šefa kluba, ne? Ki bi ti vsakič, ki bi hotel čim dalj skočiti, bi on ti še malo težjo stvar na nogo privezal. To se pravi, kadar imaš ti tolikšen del, direktno ali pa indirektno gospodarstva, zlasti ta velikih podjetij, pod vplivom, ne mislim politični, ampak lobijev, ki so, to je veliko bolj globi kot samo politični, te veljaki ali kako hočem. Imaš to je ista zadeva. Ni ga človeka, pa še tazga talenta in tako naprej, ki bi s takimi utežmi lahko postal dober menedžer. Ampak ne samo to, da objektivno niso mogli biti dobri menedžeri, ne. Vice v tem, da se 20 let smo mi zamudili, da bi zdaj to japijevsko generacijo sposobili, da bi bili dobri menedžeri. To je izgubljen, zato ker še v državnih podjetjih menedžer se menedžiranja ne naučiš, ti se naučiš lobiranja, to potem kako visoke plače izplačevati. Seveda te plače so bedne v primerjavi z enim resnim kapitalističnim sistemom, če si v takih podjetjih, ampak kljub temu so zelo visoke glede na to, kaj imajo drugi. To je spet ena take sorte totalno, gnil socialistični kapitalizem, jaz ne vem, kaj to imenovati. Ne. Pa bo recimo neka privatizacija, ki se napoveduje in ki se bo recimo da izpeljala, presekala tako prakso? Ne, zato ker ni dovolj radikalna, pika. Tukaj, mislim, ker vsi ti argumenti za privatizacijo, ki jih imamo, so napačni. Ne. Mislim, prva stvar, da bomo kaj dobili. Mi smo zamudili prodajo, to zbrav, mi smo dobili fičenke, zato lahko celo bomo morali plačati, ne, da to nekomu damo, ki zna s tem delati, pa ki ne bo obremenjen. Ne. To je en del tega. Ne. In tako da... Kakšna bi bila recimo pravšnja privatizacija? Ne, in zdaj,
privatizacijo treba predvsem zato narediti, da ti, kot sem rekel, to mrežo posekaš in da pridejo čisto normalni ljudje not, ki bojo videli, kaj se da iz tega narediti. Za to. Ne? Privatizirati, mi smo poskusili privatizirati slovensko gospodarstvo tako, da bi Slovenci imeli lastništvo nad tem. Ne? Ampak tako imenovani tajkuni nimajo nič. Še zelo velikih je osebno bankrotiranih. In podjetja zraven. Ni to problem, da so oni slabo, pa to, pa da so mogoče kakšen milijon pa kaj spravili na Sejšele. Ali kam to? Problem je to, da so oni kapital slovenski uničili. Tukaj pa ne govorimo o ukradu je, ne vem, 550 milijonov. Ne? Tukaj govorimo o tem, da se je kapital Slovenije zmanjšal za 40-50 milijard. Mi bi morali imeti zdaj vrednost vseh podjetij skupaj, ne vem, tam 150 milijard dolarjev vredno. Ampak če vi pogledate, če se štejete vse bilance slovenskih podjetij skupaj in pogledate, kakšen je dobiček in potem čisto normalno valuacijo naredite, ne? To se pravi 5-kratnik dobička minus dolg, ne? Boste videli, da je vrednost slovenskih podjetij skupaj nič. To je bil kriminal. Razumete, uničenje slovenskega kapitala, ni važno, je kapital privatni ali družben, sam ni ga več. In če nimaš kapitala, se ne moreš več zadolžiti. To pomeni, da nimaš čem operirati. Mi bi zdaj radi privabili tuji kapital, ne? Kjer smo pa spet, tudi glede na to lestvico, spet na 137. mestu med 148 državami. Vam dam en primer. Tam mislim, ena občina, zdaj sem pozabil, kako je župan dober delal in je v 6 letih pritegnil, mislim, 4 ali 5 avstrijskih podjetij, ne, skupno zaposlenostjo 800 ljudi. Ne. Torej, 6 let potrebuješ dobrega dela, da privabiš 4 ali 5 investitorjev za 800 delovnih mest. Mi imamo 120 tisoč brezposelnih. To se pravi, 150krat bi morali to ponoviti, pa 6 let bi trajali. Ne. Ampak če zdaj to ne začnemo, se ne bo nikoli zgodilo, ampak se itak to pri nas ne bo zgodilo, zaradi tega, ker to je čista anomalija, da tem en župan uspel 4 investitorje prideti. Ampak če bi mi hoteli imeti kakršenkoli učinek na pozitivni učinek na BDP ali pa na zaposlenost, bi morali pritegniti stotine in stotine tujih investitorjev, da bi morali poceni zemljišče, davčne olajšave, jaz ne vem kaj. Ne. Seveda pol bi Evropa skočila v plafon, ampak so what? Mislim, se pomaga nam tako ali tako ne. Ampak mi smo, če hočeš ti tuje investitorje pritegniti, da se sploh kaj poznali na zaposlenosti, pa to je en projekt, ki tudi če ga zdaj začneš, bo začel dajati rezultate počas, ampak seveda je treba to narediti. In spet vam garantiram, da se to ne bo zgodilo. V slovenski psihi je to nov. Vse mogoči ljudje se bodo oglasili, da to pa ne, pa tret, pa četrt, pa nacionalni interes, pa whatever. Ljudje pa nimajo za jest. Skratka, prihodnost je? Ja, prihodnost, glede na to, kako se tole dogaja, pač je big problem, velik problem. Ampak bo prišlo do dna, ampak potem bomo pa videli, ali bomo uspeli to razpucati, pa bomo normalno začeli gorjeti, ampak vmes bo pa hudo. Kaj bo se potrebno, da se bo to razpucalo? Poslušam tudi nek večji miselni preskok. Ne? To ni... Vam da en primer. Ne? Jaz recimo zdaj predavam na nek način podjetništvo, ampak tako, da morajo moji študentje fizično narediti produkt. In zato sem v kleti ekonomske fakultete mi je dosedanji dekan omogočil, da smo naredili delavnico. Ne? In zdaj vsak profesor, imamo nam 1500, ne vem koliko, imamo budžeta za razvoj, recimo, ali pa za kupovanje knjig, pa to naprej. Ampak način, kako jaz poučujem, jaz ne rabim knjig, jaz rabim stružnico. Jaz ne morem zdaj ta denar, ki je na kešu, uporabiti za nekaj, za kar jaz mislim, da je koristen, in pač kupujem knjige brez veze, mislim, hoče reči, zato, ker jih ne rabim. In
tudi še tisti mal denarja, ki ga imamo, je naš birokratski sistem, pa omejitve, pa ki ti eden prepoduje, kaj je dobro zate, namesto da bi ti enemu univerzitetnim profesorju z izkušnjami verjel, da v to bolj pametno porabo, če bo sam lahko uporabil, ne. Še tisti mal, kar imamo, ne moramo uporabiti za to, kar bi bilo treba. Razumete, to se pravi, to bi zdaj grozno stvar povedal, ne. Mi imamo črni graden, kolikor hočeš, ne? 40.000 je neka številka. Ne? In zdaj, kaj, bomo zdaj vse to porušili, ali bomo naredili amnestijo, ali bomo selektivno to rušili, kar smo do zdaj, ali pa sploh nismo. Ne? Jaz imam kontrapredlog. Naredimo zakon, da lahko gradiš kar češ kjerkoli. In vam garantiram, da se bo lepše stvari gradili, bolj se gradili, cenej se bo gradili, pa inšpektorjev na rabil in vse skupaj. In to je seveda metaforično govorjeno, ker vsa ta naša kar je tudi en del tega administracije pa to naprej, je tako restriktivna. Zgleda vse super, češ da smo najbolj napredni, skrbimo za ljudi, pa ne vem kaj s to restriktivno zakonodajo, v resnici pa delamo ravno obratno. Ne. Zato pot v peku je tlakovana z dobrimi nameni. Mislim, te vrste zakonodaje, ki vse mogoče stvari ureja in potem nekim celim lobijem daje moč, da ti preprečijo, da delaš. Ne? To je rak rana slovenstva, ne slovenskega gospodarstva. Dobro. Doktor, profesor, hvala lepa, da ste bili gost v našem studiu. Toliko za enkrat. Hvala, lepo zdrav.